Živijo, lep pozdrav in dobrodošli na podkastu Umetnost lenarjenja. Moje ime je David Zupančič, kot vedno, in danes imam super sogovornico, in sicer Sanjo Rozman. Sanja je zdravnica, sva iz iste fakultete, je tudi psihoterapevtka in avtorica 9 knjig na temo zasvojenosti. Se že več kot 30 let kot terapevtka posveča predvsem ljudem, ki okrevajo od bolj nekemičnih zasvojenosti in od travm. In to je tudi nekako bila rdeča nit najinega pogovora. Vprašanje, kaj to je odvisnost, od česa vsega je lahko človek odvisen, boste videli, mene je kar malo presenetilo, kako je to ena široka zadeva. Ne gre tu le za droge in alkohol, se pravi tudi za nekemične odvisnosti. Seveda pa sva govorila tudi o temu, mislim, da v Sloveniji res lahko rečemo slonu v sobi, se pravi o alkoholu. Tudi ta podcast med drugim nastaja v sodelovanju z projektom, v okviru projekta Slovenija piha nič nič. To je projekt, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje. Hvaležen sem, da sem lahko del tega, ker se mi zdi izjemno važno sporočilo. To, kar se praktično vsakodnevno dogaja na naših cestah, je eden najbolj preprečljivih zadev in najhujših, od pohabljanja, smrti, in sploh ne bom zdaj govoril o tem, ker je cilj današnjega pogovora to, da nekako si razširite sliko o tem, kaj zasvojenost je, kako si pomagati. Sanja je med drugim tudi certificirana terapevtka spolne zasvojenosti, se pravi sex addiction therapist, kar mi je bilo tudi zelo zanimivo in sem jo o tem tudi podrobno vprašal. V glavnem, kot vedno, najlepša hvala za to, da ste z mano, z nama, za vašo pozornost, ki je nikakor ne jemljem za samoumevno. Uživajte v današnjem pogovoru in se vidimo in poslušamo spet naslednji mesec. Kako začeti? To je moje večno vprašanje, mogoče na začetku. Bi kar mogoče te prosil, no? Jaz sem si prebral, seveda, in to, ko smo se pogovarjala, tvojo zgodbo in vse tvoje delo, pa mogoče je to kot začetna iztočnica uvodna, da si imela kar tak bližnji stik z zasvojenostjo, kar sem videl, preden si se začela s tem ukvarjati. Preden sem se začela s tem ukvarjati, ja, to je bil razlog, da sem se začela s tem To ukvarjati. sem hotel vprašati. Saj veš, kako zdravniki, kaj zvemo in kaj ne zvemo na medicini o zasvojenosti. Še tisto, kar zvemo, je verjetno že za kakšnih 10 let odzadaj, preden pride v te zaresne bukle. In v praksi pa sploh. Tako da mene je to presenetilo, pri vsem tem znanju, vse sem tudi psihiatrijo pa to naredila, se nisem znašla, ker je šlo za nekemično zasvojenost, kjer nikjer ni pisalo, da je to bolezen, pa vendar je bilo nekaj narobe, fejst je bilo narobe in nič mi ni pomagalo. Na srečo takrat, saj to je stara zgodba, stara 30 let, ampak vseeno mogoče bo za koga prvič. Na srečo sem takrat našla doktorja Rugla, ki je bil edini, ki je bil pripravljen se s tem ukvarjati. Z nekemično zasvojenostjo. Se pravi, ne od substance. On je imel pač te programe za alkoholike, ampak zraven je bilo veliko ljudi, ki niso bili pravzaprav alkoholiki, ki so bili recimo tudi hazarderji, pa recimo že partnerke alkoholikov imajo neke vrste svojo zasvojenost, odvisnost od odnosov, potem so bili pa še drugi problemi, ker zasvojenosti praktično ne najdeš v čisti obliki. Jaz ne vem, kdaj sem nazadnje videla nekoga, ki bi imel samo eno zasvojenost. Te nekemične se ušvercajo zraven, so tako nevidne zraven in se pokažejo šele, ko ti abstiniraš od recimo marihuane ali pa od alkohola, pol pa butnejo ti problemi ven. In takrat se o tem ni nič vedelo. Noben ni o tem pri nas pisal. Jaz sem si našla rešitev, ko sem našla v ameriških tehle knjigah znanih avtorjev. Sem se prav našla ta kotiček, mali kotiček medicine, ki v bistvu ni medicina. In sem se začela učiti. Spodbudil mi je Rugl, ki mi je dal prvi take knjige v roke, da sem pol naprej iskala. In potem sem videla, da je to nekaj in da noben pri nas o tem ne govori. In vse tisto, kar sem se pač naučila, zato da sem sebe ven spravila iz tega čudnega položaja,
sem rekla, bom pesto napisala, če ni nobenega drugega. Tako eno tako idejo sem imela, da to morajo še drugi slišati, ki so v podobnih težavah, kot sem bila jaz takrat. Pa In to je očitno, kar zažgal. ja, glede na to, da se 30 let ukvarjaš s tem področjem, Ja. očitno to ni nekaj, kar bom rekel, ni obstajalo zato, ker nismo potrebovali, ampak pač je bila neka luknja pri nas, ali kaj? Saj veš, kako je pri medicini. Vedno prihajajo nove stvari in traja nekaj časa, da se uveljavijo v ortodoksni, tisti klasični, resni, bela halja medicini. Ja. Ampak že predtem je nekaj ljudi, ki so mogoče malo bolj spodbujeni, tako kot jaz, od svoje lastne izkušnje. Večina jih je prišlo prek lastne izkušnje. Tako so tudi recimo odkrili, kaj so nekemične zasvojenosti. Pravzaprav so to odkrili pacienti sami. V teh skupinah 12-koračnih, to je en sistem zdravljenja, anonimni alkoholiki iz 50 let prejšnjega stoletja, ki je masoven, ki zdaj imajo članstvo 2 milijona, pa samo za alkoholizem, pa so pa še enkrat toliko, pa še druge stvari. No, skratka, ti ljudje so prvič začeli takrat uspešno abstinirati po tej organizaciji v skupine. Od alkohola zdaj govorimo. Od alkohola. Aha, ja. In pripeljale so jih žene, ki so čakale zunaj, da je sestanka konec, in so se malo začele pogovarjati in počasi so ugotovile, da tudi one imajo nekaj skupnega in zakaj ne bi uporabljali nekaj, kar deluje tudi pri sebi. In tako se je v bistvu to razširilo pol kot ene vrste, jaz temu ne bi rekla zdravljenje, to je pomoč pri okrevanju od zasvojenosti. Zdravljenje pomeni več ali manj neka zdravila, neke postopke, ki jih terapevt dela ljudem. Pravzaprav pa nekdo, ki je zasvojen, mora abstinenco vzpostaviti sam, pri tem mu je treba pa pomagati, ker sam ne more, to je definicija zasvojenosti, da ne more. Ne. To sem li hotel vprašati, ja, kaj je zdaj definicija med tem, da ti je nekaj zelo všeč, pa zdaj, če dobro alkohol, ampak začniva z neko nekemično zadevo, recimo hazarderstvo, da ti je to hobi, da greš na poker s prijatelji, pa da si zasvojen, kdo postavi to mejo? Ta meja je zelo jasna, sam zadnje vidi tisti, ki je v tej, prej jo vidijo vsi njegovi v okolici, seveda zato, ker v zasvojenosti je zanikanje problema tako velik problem. In meja je tam dejansko, ko ti ne moreš več. Seveda ti bo vsak zasvojeni, kada kaj nas je rekel, jaz lahko neham, kadar hočem, sam to ni več res. Na neki točki to ni več res. Lahko ti nehaš za mesec, 2, 3 mesece, na dober dan, ni problema, vsi smo tlele super, ne, obvladamo, pa se pa nekaj zgodi. Se zgodi kakšna nesreča, ali se zgodi kakšen konflikt, ali nekaj se pač zgodi in takrat v bistvu, tako moja stara mama je rekla, žaba zmer skoči v vodo, ko je v stiski. Zasvojenec pa vedno skoči v tisto svojo zasvojenost nazaj. Zakaj? Zato, ker zasvojenost ni nekaj, kar smo včasih rekli, kar delajo droge pa alkohol v glavi. To je pravzaprav bolezen možganov. Kar pomeni, da se nekaj v možganih spremeni. Določeno vedenje se avtomatizira. Tako kot se avtomatizira, ne vem, vožnja s kolesom ali pa z avtom, pa plavanje, pa te stvari. Neki vzorci, ki jih ne vem kolikrat ponavljaš, se avtomatizirajo in izgubiš del lastne izbire, kontrole, zmožnosti reči ne prav čas. Seveda pa to mora nekaj časa, tudi desetletje trajati in ljudje se počasi zasanjajo, to se jaz najdu pa rešitev in ta rešitev je dobra in kaj mi pa manjka. Potem se pa počasi začnejo kazati posledice. In definicija zasvojenosti pomeni, imam posledice, vem, da imam posledice, vem, da so posledice zasvojenosti, rad bi nehal, pa ne morem. Se pravi, tukaj ni vedno, da ni uvida. Ta človek lahko ima uvid in reče nekomu, poslušaj, jaz res zdaj izgubljam več denarja, pomagi mi, da bom nehal, vzem mojo kartico, ne vem. On lahko naredi nek korak, ampak potrebuje pomoč na ta način. Ni nujno, da si vedno zaslepljen. Lahko imaš uvid, pa nisi dost zmožen sam tega premagati. Včasih se zgodi tako,
predstavljaj si, najbolj bojo ljudje si predstavljali, ko poskušajo kontrolirati, a bi pojedli tisto kremšnito v hladilniku ali jo ne bi pojedli. Zelo dobro lahko predstavljam. Ja. Če dovolj časa razmišljaš o tisti kremšniti, si lahko stokrat rečeš, ne bom jo. Ja. In jo poješ pol na koncu. Ja. Ne, tako nekako zgubimo del svoje avtonomije, ker možgani so v veliki meri avtomatsko narejeni. Tisto, kar mi imamo za višek, razum in tako naprej, to je neka mali otoček sredi morja, nezavednega. In takrat, ko se karkoli zgodi čustvenega, takrat ta naša kontrola enostavno popusti in potem gre pa vse dol. Ja. To si jaz predstavljam, pa mislim, da je to kar ustrezna predstava, da si predstavljamo, da s ponavljanjem se določene poti v možganih, nevrološke poti, ojačajo. In tiste, ki jih ne uporabljamo, izginevajo. Ta proces je še posebej intenziven tam okoli 6 leta, pa drugič tam okoli 19 plus minus leta. In to so ravno takrat tole je obdobje eksperimentiranja za vse sorte in takrat se tiste poti, ki jih mi uporabljamo, naredijo v avtoceste v možganih, tiste druge stezice se pa zaprejo. In zato imamo problem. Ker nas avtomatsko potegne tja, kamor smo navajeni. Ja. Se mi zdi, da telo funkcionira na način, želi pač s čim manj energije narediti neko zadevo, in če je neka pot večkrat uporabljena, je to lažje, kot da bi nekaj novega razmišljal. In tukaj se mi zdi zdaj več stvari, ki ste dali stočnice. Prvič je to, kako važno je, kaj že otroke učimo pri 6-7 letih, zmeri, ko oči nima časa, tablico v roko, pa telefon, ali je tukaj, a pa hrana kot nagrada, recimo, ali je tukaj, zdaj bomo pa brali večer brez zaslonov, ne vem, pisanje, risanje, tako. Druga stvar je pa, da to, da iščejo možgani avtomatizem, je lahko tudi dobro, ker če pa ti nekako z leti narediš neko rutino, športa, gibanja, ki je tebi vsakodnevna, nekako sploh ne boš pomislil zjutraj, a bi šel z avtom v službo, ker naenkrat boš na kolesu, sploh ne boš vedel, kdaj si šel gor, pa ne vem, da boš nikoli nisi šel na dvigalo, nisi sploh pomislil. Se pravi, če ti uspe, je pa tudi dosti pozitivnih posledic lahko tega, da se zavedaš, da se navade nekako lahko še oblikuje. Tudi izven tega kritičnega starostnega obdobja. Tukaj je še en pomemben faktor, ki mogoče ga niso tako omenila, pa se tudi dogaja v tem zgodnjem otroštvu, tam do 6 leta. Travma. Jaz sem prepričana, da nekje od zadaj travma skoraj zmeraj je. Tudi če ni očitna, ne vem, za otroka, ki gre pri 1 letu v bolnico za 2 meseca, si noben ne predstavlja, da je traumatiziran, ker so ga dali zato, ker ima pljučnico in da bo ozdravil. Samo po njegovo so ga pa zapustili in kako mu dopoveš, ko še govoriti ne zna, ko še besed nima. In on doživlja te občutke in ti občutki naredijo neki, kar se ne sklada z ostalim delom njegove psihe. Ostane kot en avtonomni del, ki skozi sproža občutek, nekaj je narobe, nekaj je z mano narobe, jaz sem slab, jaz nisem v redu. In to je pa razlog, da bi se zadev, da bi najdeš anekdotično, pač se zgodi, najdeš način, da te to malo neha mučiti, če si na telefončku predolgo, ali pa če se ne ješ sladkari, tako da ti je slabo, ali pa karkoli, kar potem lahko se izrodi v zasvojenost. Tako da ti ljudje ne samo, da imajo avtomatsko vedenje, ampak imajo tudi razlog, zakaj ga uporabiti. Kot neka tolažba lahko na nek način. Recimo 2/3 ljudi v moji skupini, odrasli ljudje, ki se pridejo zdraviti, imajo vse sorte nekemične zasvojenosti, med njimi tudi probleme z odnosi. 2/3 je odraslih otrok alkoholikov. Otrok od alkoholikov, ko odrastejo, ne pijejo alkohola, ampak vse drugo je pa isto. Zato, ker če si predstavljamo življenje ob nekom, ki je alkoholik,
pa je starš otroka, lahko je fizično prisoten, pa psihično ni. In psihična odsotnost starša je za otroka travma. Ja, seveda. Zanemarjanje, pa še vse drugo, kar alkohol zraven prinese, kar niti ne poudarjam, ker je že to dost. Ja. In potem ti otroci imajo razlog, zakaj bi se zadeli, ker boli, in imajo vzor v družini, kaj narediti, če te kaj boli, in imajo mogoče tudi gene, seveda, zaradi tega, in seveda odraščajo v tem. Se pravi, imajo komplet v celi paleti obremenjeno situacijo. Svet je pa danes tudi tak, da na vseh koncih, tudi socialno, vsi v bistvu od nas pričakujejo, da če te kaj boli, da se zadeta, da je vzem nekaj, popij nekaj, pojej nekaj, kupi nekaj. Tako nekako smo naravnani na instant užitek in ne to, da je treba kakšne stvari potrpeti, zdržati. Je pa, da ne govorimo o tem, zdaj, če greva kar na alkohol, ker sem tako mislil pred to temo, kako je to samoumevno za praznovati, žalovati na zdravje, če neka mlada ženska ne pije na žuru, vsi mislijo, da je noseča, recimo, ali pa vzdravljen alkoholik, če je gospod, mislim, tako se mi zdi. Ja, in mi rečejo, kaj s tabo narobe? Ja, tako, enega pa boš, mislim, to se mi zdi, ker mene ta položaj alkohola v družbi me fascinira, pa tako, ne da ne razumem, recimo, da nekdo z navdušenjem spije dobro vino ali pa gre na pivo s prijatelji. To sploh, mislim, je enako to kremši, to poješ, pa si dobre vole. Ampak ta položaj, ki ga ima, ki je kar na nek način je povsod, če gledava čisto ekstremne, vidiš enega gospoda brezdomca v Ljubljanci v vrečki, ima vino, pa se ti zdi bogi človek, on pa na noči sebe naredil. Pa greš domov, pa gledaš televiziji James Bonda, lepi, močen, pa ima martini, ali pa enega v kristalnem. Se pravi, to je ista droga na nek način. Ima tak spektar od tega, bogi, lejtega Mihac, da ne boš nikoli tak kot on, pa do tega Bonda, ki bi vsi bili malo taki kot on. Se pravi, frajer čisti, ne more, da bi on tam stedevito, se to bi bilo čist paf, bi bili vsi, ampak to ne bi gledal, bi rekel, to me nekdo zafrkava. In je to nek poseben položaj, se mi zdi. Pa mislim, da ni, čeprav pravi, da smo zelo mokr narod, da ni samo na ekskluziven. Mokr je še malo rečeno, zasvojenski smo. Aha, okay. Vse imamo v himni navodilo, da utopil se skrbi v potrtih prsih, budi. To je navodilo za uporabo kot antidepresiv. Ne zato, ker je dobro. Na vseh koncih v bistvu je pravilo. Kolega se je poročil in njegovi starši, mimogrede, že po moji diagnozi že malo čez mejo alkoholizma, so psihično nanj pritiskali, pa ne boš, se ne bo veljala poroka, če ne boš enega šampanjčka spil. Tako da to so pritiski, ampak to so tudi, to, kar si prej rekla, kako je ta človek, ki zdravi zasvojenost, oziroma se ne zdravi, ampak se nekako, ena dobra beseda si uporablja, okreva od tega, da lahko leta kasneje pride do nečesa, da ga pahne nazaj. Kako je tukaj zdaj lahko zelo grozljivo ta pritisk, ker ljudje ne razumejo, da mogoče nekdo, ne da mu ne paše ta trenutek, ampak da dejansko si ne upa. Pri nas imamo zasvojensko kulturo. To pomeni, da je važno, da piješ glih prav. Glih prav je zelo premakljiv pojem, verjetno ima veze s tem, kako pijem jaz. Oziroma, ne jaz, ampak tisti, ki govori. V enem slovarču, ko sem prebral, je definicija alkoholika, kdor pije več od svojega zdravnika. Če dam jaz diagnozo. Čisto dobra. Čisto dobra. Skratka, mi imamo pravilo, da moraš sicer to uporabljati, ampak ne smeš pa postati alkoholik. S tem, da noben ne more reči točno štop, tukaj je rdeča luč, če šel tukaj mimo, boš alkoholik, ampak to nastaja postopoma, potiho, hinavsko in z veliko zanikanja, ki ga ljudje tudi imajo. Zanikanje je en od simptomov zasvojenosti. Če si ti res iskren do sebe, velikokrat prepoznaš
točno to, kar si prej rekla, da ti nekaj začne vplivati na življenje, kar ti mogoče prej ni. Pa alkohol, računalniške igrice, ne vem, karkoli. Se pravi, če si ti lahko toliko prisoten, da ne zdrsiš čez. In tukaj je ena velika problematika, se mi zdi ta alkohol in vožnja. Od tega, da mogoče ti, ko začneš piti, rečeš, če jaz vozim, ne bom nič pil, do tega, da rečeš, nič ne čutim. Enega lahko, ampak sej nič ne čutim, se to je samo pivo, sej obhrani in vse te stvari. In tukaj je pa pol ta tragika, ki se ti zdi, meni se ne more zgoditi, dokler se ne zgodi. Pa je nekdo na cesti pred tabo in pač to so take grozljive, nepovratne škode, ki mislim, da seveda v medicini imamo te stvari, ki se nam zdijo, kako se reče, kot preventable smrt, se pravi, neka zadeva, ki jo pa lahko preprečiš. Ne moreš vsakega infarkta, ne bom rekel, zdaj 60 let jej samo brokoli, pač ne moreš vsake pljučnice, ampak recimo, koliko raka pljuč se lahko med drugim prepreči. To je ena najbolj preprečljivih bolezni. In potem imaš nekaj takega. Potem bi lahko rekli, da je tudi zasvojenost ena najbolj preprečljivih bolezni. Ampak pravzaprav se pa začne daleč predno mi sploh pomislimo na to. Pred vrtcem. Temu so psihologi rekli, da delijo ljudi na splošno. Glede na vedenje dojenčka do 1 leta starosti, ali so varno navezani, ali so nevarno navezani. To so bile tudi ene raziskave in glede na to so lahko predvideli, kako se bo ta dojenček, ko bo odrastel, vedel v odnosih. Tisti, ki so varno navezani, to pomeni dovolj dobra mama, ali pa nekdo, ki pač skrbi zanj, ki več ali manj večinoma ugane, pa se odzove, pa nekako da otroku vedeti tisto prvo komunikacijo, tukaj je nekdo, ko bo poskrbel zate. In potem so starši, ki tega ne zmorejo, ali pa se kaj zgodi, da recimo umrejo ali karkoli, da jih otrok pač te informacije ne dobi. In potem, kaj ta otrok se lahko odzove na 2 načina. To je vse že čist res pred vrtcem, so raziskave, lahko se vidi te filmčke na internetu, imajo še vedno te filmčke iz originalnih raziskav, still face experiment. Kako reagira otrok, če ima mama samo negiben obraz, brez mimike. In tisti se lahko bodisi tako odzovejo, da se oklepajo staršev, bodisi pa, da se odvrnejo stran in da se nehajo sploh truditi. In tudi, ko smo odrasli, nekako se pol delimo na tiste, ki se oklepajo in tiste, ki bežijo iz odnosov ven. Ta nevarna navezanost se zgodi tako zgodaj, da noben tega ne povezuje s kakšnejšo zasvojenostjo, ampak je pa v bistvu tisti vzrok, zaradi česar boli. In v bistvu bi lahko rekli, zasvojenost je disfunkcionalni način, kako opravimo s psihično bolečino, kronično psihično bolečino, ki ima pač vzroke ponavadi v otroški travmi. Ni nelogična, ni zato, ker si moralno nevzdržen, ni zato, ker so kremšnite tako dobre ali pa vino, ampak je zato, ker ljudi življenje boli in poskušajo najti način in so nekako po spletu okoliščin usmerjeni v to, da najdejo načine, ki so škodljivi na dolgi rok. V začetku pa delujejo. Racionalizacije zadaj. Meni je nekdo enkrat rekel, jaz ne bi spisal nobene knjige, če ne bi kadil. Ne vem, če je to res. Ne vem, če mu je ta čik. Jaz sem jih 9, pa nisem kadil. Recimo, Kako si jih ti tudi nekaj tacka. Zdaj bom 3 oddal, pa sem 4 cigarete v življenju. Ampak, a veš, to je tako na nek način sam sebi, mogoče res ti imaš tam, ko pišeš, pa imaš program, pa greš na pauzo, pa tako, pa ti je to proces. In pol si rečeš, to je moj proces, jaz brez tega ne bi mogel. Ampak nekaj, kar je pri ljudeh, se mi zdi, da smo dosti bolj prilagodljivi, kot si kdaj tudi sami prepričamo. Sam to je zanikanje. Vsi kadilci, ki dajo kaj nase, zanikajo, da imajo nikotin psihični učinek nanje. Oni to, ker jim je fajn, ker so frajeri, ker so se tako navadili, ker kave ne morejo spiti brez tega, ampak v resnici je to pomirjujoč učinek, konkreten. Odvisnosti, ker si pač... Ja, in to se pokaže šele takrat,
ko ti pade nikotin v krvi in bi bil čas za naslednji cigaret, ti pa ne greš. Ne, se pravi, abstinenčni poskus je šele tisti, ki pokaže, da imaš problem. Drugače se lahko ti zelo dolgo delaš, se nimam problema, dokler redno dodajam. Ne, samo da moraš vedno več, vedno bolj pogosto, vedno večje so posledice in na koncu so posledice tiste, ki povedo, da zdaj pa dost, zdaj pa treba nekaj narediti. Ravno to bi mogoče zdaj še na to odvisnost in odtegnitev od alkohola, ker se mi zdi to ena taka zadeva, ki sem si pa od fakultete naprej zapomnil, ker se mi zdi tako zanimiva, pa tako logična. To so sledje, se ti to poznaš, ampak tako za poslušalce. Ne? Se pravi, prvo to dejstvo, da je alkohol inhibitor, se pravi, da alkohol zavira možgane, ker je ljudem to lahko čudno, ker valjda si, ko spiješ, malo bolj govoriš, ne upaš si stvari, ki si prej nisi. To je zato, ker najprej so zavrti zaviralni deli možganov. Se pravi, ti zavreš tiste dele... Za bremze. Ja, za bremze, tako. Zavreš tiste dele, ki te zavirajo in si pol frajer. Seveda, več ko spiješ, se to stopnjuje, potem motnja zavesti, lahko tudi koma, lahko dihalna pauza, smrt. In kaj se zgodi zdaj, če si ti pri alkoholikih, mi res vidimo to v bolnici zelo velikrat, nekdo, ki pije recimo res 1 liter žganja na dan, tako res alkoholik, pride si zelo mnogo, pride v bolnico in gre iz tega na nič, iz danes na jutri. In pol vidiš to tragiko, odtegnitvene krize od alkohola, ki je pa v bistvu lahko smrtna, to, ki je huda. Ja. Pa kdaj iz nekega dobre odločitve pride, rečeš, a ne, danes pa nič več. Ja. Če si res zasvojen, ne moreš nehati. Kaj se zgodi? Tvoji možgani na to, da ti stalno inhibiraš in zaviraš, se valjda odzovejo, ker smo prilagodljivi in namnožijo te ekscitatorne receptorje, se pravi receptorje, ki pa delajo budnost, trzlaje, motoriko, da se to uravnovesi. Ja. Ti to zalivaš, to se dvigne in zdaj, ko ti nehaš zalivati, imaš pa teh receptorjev 6-krat več kot midva, recimo, pride do tresavice, potenja, epilepsije, lahko smrti. In to so take zadeve, mi to vidimo pri človeku, recimo je sprejet zaradi pljučnice, nima alkohola v bolnici, ki se poti, trese in te prosi, reče, jaz ne morem več, se imamo pol zdravila, seveda, ki damo, ne damo mu viske, ampak kaka fizična, to sploh ne predstavljam, kako to rehabilitacija sploh poteka. Pri nekemičnih zasvojenostih pride do iste reakcije, pa ni nobene kemije. A res, ok. Tudi pri odvisnosti od odnosov. Ravno zdaj imam enega, na novo sem sprejela v skupino, ki je imel približno 1 leto on-off relationship z eno punco, kjer je definitivno odvisnost od odnosov na obeh straneh. Jaz sem rekla, ne morem te zdraviti, če boš se zadeval sproti, da je nehati. Katastrofa. Res, do bruhanja, do telesnega tresenja. Prepoteni in tresenja. Zato, ker v bistvu je večina tega, tudi pri kemičnih zasvojenosti, kot je alkohol, nikotin in tako naprej, večino reakcije je pravzaprav iztirjen dopaminski sistem oziroma drugi sistemi za nagrajevanje, se jih je več v možganih, ki se med sabo prepletajo. Ja. In tist pa je neodvisno od zunanjega vnosa snovi, ravno tako podobna zgodba, samo da so to ti receptori za dopamin. Sej se tudi določene droge se vpletajo v ta mehanizem ali pa njihovi presnovni produkti. Ravno to se mi zdi kar važna poanta, ker je zelo zanimiv o tem sistemu, tudi ko sem prvič bral. Se pravi, čistko pragmatično, poanta je, človek se je hodil po džungli, je videl nekaj za pojesti in to mu je dal neko srečo. Nagradili so ga možgani, ker je to rabo za preživetje, se mu je ta dopamin sprostil. Je videl, ne vem, rekel... Ampak to je mišljeno za dogodke enkrat na teden. Recimo, ne pa 10-krat na dan. Pa tudi se mi zdi, da je količina, to me popravi, če je dobro. Ampak kakor sem jaz bral o teh drogah, ki to stimulirajo, nek kokain, recimo, da nek dopamin, ki se meni sprosti, ko vidim sončni zahod, pa mi je lepo, pa rečem, wow, kako lep dan, je to neprimerljivo manj, kot mi bo se zasul z neko drogo. In pol, ko ti enkrat tisto začutiš, kaj ti bo, sončni zahod, nasmeh, to bo, in ljudje na nek način postaneš revež. Anhedonija je izraz. Anhedonija, nesposobnost doživljati užitek. Grozno. Zato je grozen to, ko ljudje rečejo, tile so taki uživači, pijejo namesto, da bi skrbeli za svoje otroke. Ne, oni niso sposobni doživeti užitek. Oni pijejo zato, ker morajo.
drugače bi tako, kot si ti opazil pri tistem svojem klientu, drugače bi se jim, ne vem, odpulilo ali pa bi celo komu padli, doživeli tole psihozo. Ja. Ne? To mine. To je prehodna reakcija. Ja, to je važna poanta. To je zelo važna ne nehati piti, ker se boste tresali. Se pravi to. To ni razlog, da nadaljuješ. Tako. Seveda pa tisti, ki so že tako daleč, da je ta reakcija tako močna, rabijo nekaj dni tudi, ali pa tujini imajo 90 dni, mislim, da pri nas tudi hospitalizacije, kjer jim pač pomagajo s pomirjevali priti čez to obdobje. Ampak ni najhujše telo. Ne? Najhujše je ta psihična reakcija, hlepenje, to je amigdala, to ni razumsko. Ne? To je razlika med željo, navado, pa med hlepenjem pa zasvojenostjo. Amigdala poskrbi, da ti preživiš naslednje 3 sekunde. Aha. In oni avtentično res čutijo, da bojo umrli, če ne dobijo tistega, kar rabijo naslednje 3 sekunde. To je močno čustvo, ki se, ne vem, zelo težko upreš. To je tudi, se mi zdi, da ljudje, svojci, družinski člani malo ne razumejo, kar rečejo. Zato ne razumejo, zakaj ne moreš nehati. Nekdo recimo hujša, ampak ima tam tisto torto, pač sam ne jest, kaj, a veš, a imaš kaj samo kontrole, ne. Jaz tudi ne bom, ne, tako recimo se začneš primerjati in ne razumejo, da to ni odločitev, kot recimo, da jaz rečem, da bom en teden imel rdeče majice, pa je to čisto vse en men, ampak je odvisnost od hrane ni tako povezana s tem, da se ti prenajedaš, kot pa s tem, da s prenajedanjem ti sebe dobesedno cukraš. Se pravi, da svoje psihično stanje spreminjaš. Odvisni od hrane ne jejo zato, ko so lačni. Ampak so lahko pojedli normalno večerjo, potem pa čez 1 uro grejo spraznijo hladilnik, zbruhajo in še enkrat. In potem po noči grejo v avto, se vozijo 20 km do prve pumpe, da kupijo dovolj cukra, da lahko nazaj to. To je grozno. To je bolezensko in tega ne delajo zato, ker bi bili lačni in zato govoriti jim, kaj jaz pa kaj oni, je čist brez veze. Dan sem se pogovarjala po telefonu z eno deklico, ki je mi govorila, da smo imeli včeraj sestanek in po sestanku se je 1 uro jokala. Ni se pa prenajedla. Aha. Ja, fajn, joki, če si žalostna, ne žret se. No, vidiš, ker to pa recimo jaz moram priznati, da jaz se v dežurstvih mi je tolažba hrana. Ja. In jaz takrat včasih imam s sabo, si naredim neke makarone s tuno, pusto, pa nek sendvič z piščančjimi prsi, tako zdrav obrok. Ampak jaz takrat, ko se mi zbaše urgenca in ko sem utrujen in ko mi gre vse na živce, si naročim najbolj mastno stvar, ki najdem na Voltu. Ja. Tudi če mi je kdaj že bilo slabo po tisti pici, res, tako prav, nisem se dobro počutil pol. Ja. Ampak sam ta idejo, da zdaj pride neki, da si bom vase zlil in valjda piješ, ne, ampak najbolj mastna, najbolj odsvrta stvar, sam da lahko si rečem, evo, life ima smisel, se na nek način pocukraš na ta. Ja, sam če pomisliš, ne, mi smo od prvega dneva navajeni tega ritma, da hkrati z hrano pride tudi tolažba, ko nas mama doji. O mama. Ja. O mama ni slučajno, o mama. O mama, no, to sem to. Ja, mi smo navajeni to že od pač otroštva in okoli tega se že prve dni delajo cele drame, a otroka dojiti na tisto uro, ko mora biti, a ga pusti, da se joka po noči in tako naprej. Skratka, okoli hrane se vrti veliko tega našega zadovoljstva, nezadovoljstva. In če imaš odzadaj še razlog, zakaj bi se počutil, ne vem, utrujen si, imaš občutek, da ti manjka energija, hrana je nekaj, kar te po crklah, ne? Razumem, se pravi, je neka zelo močna podlaga temu impulzu. Ker jaz sem to prepoznal. Dežuraš prepogosto. Zdaj, ko sem specialist, je to 3-krat na mesec in takrat si pa rečem, evo, naj bo. Sem pa prepoznal dejansko to, da mi ni takrat, ko doma kdaj, ko sem lačen, mi je cilj, da nisem več lačen, recimo. Tam je pa to tista lepi, recimo se veselim, da ob 6 bo pa pica, ne? Še 3 ure delam, pa bo pol, ne? In to mi je.
Ampak najbližje, kar pa jaz, po mojem, sem bil zasvojenosti, je bilo pa z računalniškimi igricami, to sem te hotel malo vprašati. In tudi to malo retrogradno vidim, ravno to, kar si rekla, ko je bilo oduzeto. Spomnim se, jaz sem v srednji šoli igral ogromno. Ker to je pa res eno področje, tiste, ki ne poznajo, mogoče ne razumete, ampak tam je pa dopamina res velik. Ker so načrtno narejene tako. Neke nagrade, dosežki, to najboljši neurostrokovnjaki na svetu so mastno plačani, da točno, res, brez heca, pogooglej malo. Boš videl spletne strani za ustvarjalce iger, ki točno pove tisto intermitentno pogojevanje. To pomeni, da kdaj pride neka nagrada, da bo še bolj tisti golobček, ki kljuva, dokler si glave ne razbije. Vse to noter piše, kaj morajo dati v igro. Vedno večje nagrade, vedno bolj privlačno, mora biti družabno, mora biti, da daje iluzijo napredovanja. Vse to noter dajo. To je noro, res. In kaj bo en otrok, ki se usede za računalnik, zato da da mami 1 uro mir, da lahko skuha kosilo? Kaj bo en otrok proti tem strokovnjakom? Oni ga nadmudrijo. A je slučajno, da so tile ljudje najbogatejši na svetu? No, vse to. In dejansko to sem jaz prepoznal, da nič, kar lahko delam, pa sem drugače. Zdaj govorim že o srednji šoli, recimo 14-15 let, tik pred opisom na faks, potem itak nisem imel več toliko časa, ampak sem rad tudi bral, pa sem tudi zdaj kaj napisal, ampak to ni bilo primerljivo, tam si imel noter in vedno v šoli sem že razmišljal, kaj bo naprej, naslednji level, ko naredim novo opremo. To je že en od kriterijev, da razmišljaš o igri, ko ne igraš. To v bistvu sanjarjenje je zelo močen, tudi kot ti recimo čakaš pico ob 6. zjutraj. To že si daš dozo že v fantaziji. To je. Se mi zdi, da meni se je marsikaj razjasnilo, ko sem si to pojasnila. Nimamo 100 različnih zasvojenosti. V bistvu zasvojenost je ena sama, peklenska gugalnica, kot je naslov ena od mojih knjig, na kateri se gunca zelo veliko stvari. In se lahko ena drugo fino nadomestijo, ali pa pa se lahko skrije, da ni tako hudo, zato ker imaš več različnih, pa vsaka posebej ni. Ampak to, kar se v resnici gunca, je fantazija, nasičenost, se pravi, da si zadet od tiste mastne hrane, da ti malo šumi po glavi, potem deprivacija, tako kot pri anoreksiji, pa to, da v glavnem, to so te možganske poti, ki so različne in se kombinirajo pri vsakem različno. In zdaj pomisli, koliko tega, kar je že alkoholizem, ki ga najbolj poznamo mogoče, je že v fantaziji. Koliko je te, bom rekla, muske, koliko je tega, tisti, ki je zasvojen, ne sme iti mimo svoje oštarije, ker je toliko istočnic, ki ga bojo točno tja speljale. Mora zamenjati tisto družbo prijateljev, s katerimi je hodil na pir popoldan. No, to sem recimo tudi zdaj bral od Šaleharja, novo knjigo, Notranji pir, ki je točno to napisal, ko je opisoval svojo pot do, ko začel nenadoma piti brezalkoholno pivo, da je tudi dojel, da v resnici nekateri ljudje v tej družbi sploh tako za trezne pogovore niso več zanimivi in da zamenjaš družbo že zaradi tega, ker si nekako dojel, ali pa družba tebe zamenja, ker si špilferderber. Tako, pa boš enega. In to zdaj vidim ogromno, ko si rekla, da je zasvojenost ena, ogromno paralel, da grem spet na svojo srednjo šolo. Jaz sem si recimo takrat pogojeval, sem vedel, da ogromno igram, to je bilo ure in ure na dan lahko. Pa sem pa imel neke odgovore na to, jaz sem sam sebe zelo opazoval, pa sem hotel nekako narediti dobro šolo, pa to. In sem si rekel, prvič, ocene imam dobre, se pravi, učim se ravno toliko, da sem odličen. Drugič, ne hodim ven, sošolci hodijo pit, to pa je nezdravo, jaz pa igram računalnik, kako super. In spet, seveda tretjič, lahko tudi neham, lahko grem brat. In pol, kar se je zgodilo, je, enkrat, ko smo se s prijatelji dobili 10 nas je bilo, povezali smo se, vse je bilo super. Zvečer je bila ura 7, še 3 ure sem imel. Je bil v tem delu mesta, kjer smo mi bili neki spad elektrike. In jaz se spomnim, da naslednje jutro nisem se prepoznal za nazaj, kakšen sem jaz postal. Točno to, ko je meni bilo odvzeti tisti trenutek do staršev, do to, jaz sem klev, ker nikoli nisem klev.
izjav na, ne vem, občino, na električarje, na nesposobne. In to ni bilo tisto, da bi rekel, ne dela, ne vem, eno knjigo sem pozabil, avto bom bral drugo. Ja, ne. To je bilo konc sveta. Jaz imam z enim neprofitnim zavodom v Novi Gorici, neodvisen.si, imam nek tak dogovor, da delamo programe za osnovne šole, višje razrede, kjer so prisotni starši teh otrok, pa otroci tretje triade, pa njihovi učitelji in skupaj se online dobimo in razpravljamo o teh stvarih. Ne? In lahko postavijo tudi vprašanje. Ugani, kaj je najpogostejše vprašanje praktično zmeri. Kako naj otroku vzamem računalnik, ko postane agresiven? In to je resen problem, ampak dokler je ta otrok v osnovni šoli, je lažje, ko pa pol, ko bo star 25 let, ali ko bo star 35 let. Glede na to, da je NIJZ naredil to eno raziskavo, mislim, da je to lani, so naredili ali predlani, da 49% mladih problematično igra igre. Pričemer, kakor jaz vem, niso vsebine sploh gledali, ampak samo čas pa druge stvari. Vsebine so pa po svoje problematične, se strinjava. Ogromen, to imaš... Od pornografije do nasilja vseh sort in tako naprej. Skratka, 49% neke srednje šolce so vzeli. Ne? To je pol generacije. Od teh jih bo 100% en del teh postalo zasvojenih. In a si predstavljaš, kaj bojo ti otroci recimo po 20 letih igranja še sploh znali? Kaj bo, ko mama ne bo več plačala računalnika, pa elektrike, pa vsega in to je hrane. problem, ne? Tudi tega, to, kar si zdaj rekla, kar sem prvi slišal, da imajo profesionalce za narediti igro tako, da te vleče, ker itak to morajo očitno narediti, da sploh konkurirajo drugim. Ampak meni je to problem zato, ker jaz pa vseeno sem tega ogromno preigral in še zdaj tudi igram in vidim, da so igre zelo različne med sabo, kot si rekla. Ne? Od teh groznih, nasilnih, bliskajočih, pornografskih do izjemnih iger, ki so praktično umetniške na nek način, ker doživiš neke zgodbe, ki te pretresajo, naučijo in jaz en velik del moje domišljije in tega, kar pišem in kako pišem je iz angleščine znanja, recimo, ne? Sem dobil točno iz tega. In zdaj, kako, vzeti, recimo, bom rekel, pretežno dobre plati in se ne zasvojiti, če so pa v osnovi narejene tako, da tako vleče. In tukaj spet ta vloga starša, jaz ne vem, se mi zdi blazno pomembna. Ja, starši morajo predvsem z vzorom. Sami narediti red pri sebi, ne? Meni je kar žalostno, ko vidim takole, ko greš ven na večerjo ali kaj takega, pa vidiš, da otroke utišajo za mizo, da dajo mir, pa jim dajo tablico že, ne vem, 4-letnik, ko mi sedi na onmu visokem stolčku, pa že tam s prstki. Ne? Koliko ima ta še življenje pred sabo in koliko ga bo zgubil zaradi tega. Ja, ker je tako, jaz kot starš, jaz razumem, kako si ti želiš, ko sediš za tisto mizo, imeti miren obrok z, recimo, pridejo še stari. Kako si ti to želiš, ampak kako je pa to... Ne za tako ceno. To se plača. Konc koncev, mislim, lahko mu daš tudi barvice, pa to se bo manj bo potegnega. Za otroka je glavno tisto, kar njega pritegne, tvoja pozornost starša. To je valuta za njega, to je to. Ne? In ko to zamenja računalnik, si izgubil nekaj zelo, zelo, zelo pomembnega. Ne vem, če se da nadomestiti. Ne. Pa še tisto, če lahko malo kontriram tistim tvoji domišljiji, pa to. Tudi sem imela klienta, ki je Civilization igral. In on je prišel, meni je rekel, pa jaz sem prišel do stopnje dejti. Pričemer je imel dobro plačano službo na fakulteti, ki jo je izgubil zaradi tega. Izgubil je 2 zakona. Ko sem ga vprašala, ni vedel, kje so njegovi otroci. Domišljija, tako kot vse drugo, kar je povezano z možgani, je treba razvijati in je treba trenirati. Ne? In tisto ti, recimo, če bereš knjigo, moraš ti vse to, ne vem, cel tisto kraljestvo, gospodar prstanov, pa to,
si predstavljati v glavi in v bistvu ta domišljija, to, kar buhti, to je kar vroča glava od tega, da si vse to predstavljaš. Bolj, ko je kompleksno, boljše. Če pa ti to vse dajo na pritisk knofa, se pa poleni tudi tvoja domišljija. Absolutno, to se pa strinjam. Ni primerljivo s tem, recimo. En mojih najljubših hobijev je to tudi, se reče, tabletop RPG, kot poznam Dungeons and Dragons, oziroma te namizne igre, ki so v bistvu niso niti igra, kot je igra vlog. Veliko ljudi jo je spoznal v Stranger Things, v eni od prvih scen je bila. In jaz imam dejansko en podcast na temo teh fantazijskih iger z Mitjo, mojim bratrancem. Mislim, da je druga epizoda podcasta, ena prvih, bom dal tudi v link skupaj z vsem tem, kar sva govorila. In to je v bistvu igra, kjer ima vsak en list papirja, pa miza je prazna. In si gradiš lik in gradiš svet skupaj preko opisov. Jaz rečem, kot vodja igre, ne vem, zdaj ste pa v ječi in ne veste, kam ven, pa jaz rečem, pogledamo tla, vidiš, da je en kanal teče, v katero smer teče. In si nekako skupaj gradiš svet in raziskuješ, in pol se seveda lahko dodaja modele, pa neke zmaje, pa to na mizo, ampak v osnovi je to igra, ki je narejena zato, da vzameš svinčnik pa list papirja in vsak doživi cel svet v glavi, ker v glavi je ti domišljije pač neskončno. No, vidiš, to pa mi uporabljamo tudi gotovo boš to prepoznal, v terapiji uporabljamo meditacijo. In to ne samo mindfulness, ampak tudi vodeno fantazijo. Vodeno fantazijo? Ja. Wow. To se pravi, to je približno tako, kot si ti zdaj opisal, sem, da je v meditativnem stanju. In ti lahko prikličeš čarovnika, lahko prikličeš recimo Kristusa, če rabiš, če se ti kaj dogaja. Predvsem pa, kaj lahko s tem narediš? Lahko prikličeš, ljudje se v bistvu, ko jih, zdaj govorim o terapiji travme, ki je del terapije zasvojenosti, ko pridemo do tam, da je stabilna abstinenca. Takrat ljudje se spomnijo določenih stvari, ki so se zgodile v otroštvu in so dostikrat travmatične, recimo spolne zlorabe, nasilje raznih vrst, zapuščanje in tako naprej. In značilnost spomina pri travmi je, da se ne dokonča. Da ostane, tako kot recimo tukaj boste ta film, ko ga zdaj snemava na koncu v postprodukciji obdelali, da bo vse pasalo skupaj. Tam ne pride do postprodukcije in ostane zvok posebej, slika posebej, občutki telesni posebej, tako kot pač jih posebej dobivamo iz raznih sistemov v možganih. Skratka, in ta spomin pride v meditaciji lahko tako, da se ta oseba začne počutiti, kot da je otrok. Mi prav rečejo, sedim na tleh, miza je nad mano, koliko si star, 4 leta. Noge od mize vidim, pa imamo tam eno veliko. Tako vidijo. In v tem primeru, v meditativnem stanju, jaz lahko rečem, prikliči sebe iz sedanjosti v to sliko, stopi k temu otroku in ga zaščiti. In to deluje. To res deluje, nekaj se dokonča. Neka blokada, ki je bila v psihi in ki je ostajala tam mogoče 30 let, se dokonča in je trajno. To podobno delamo tudi s to tehniko EMDR. Ne vem, če si slišal, to je ena tehnika psihoterapevtska, kjer v sklopu vsega, kar je tudi druga psihoterapija, na neki točki tudi z gibanjem očesnih zrkel povzročiš, da se ti spomini začnejo, kot bi pritisnil na fast forward. Kaj je že kratica to EMDR? Eye movement reprocessing. No? Točno to sem že nekje bral, pa zdaj se ne spomnim, kje je, ampak že čas nazaj. Ja, to tudi delamo. Ne? In v bistvu na ta način ti lahko globinsko v psihi človeka popraviš tam, kjer ga boli. In odstraniš vzroke, da bi se spet rabo zadeti. Ampak to s to fiktivno, to mi je pa noro zanimivo in tudi seveda poznamo druge oblike, to je tisto find the happy place. Happy place je bistveni del terapije, vsake psihoterapije. To jih prvo naučim
Zato, da ko pridejo recimo v situacijo, ko se počutijo, da je nevarno, čeprav ni nevarno, ker sedijo v ordinaciji z mano. Ne, ampak oni se počutijo, kot da se bo zdaj nekaj groznega zgodilo, in če je preveč, pa je to varen prostor. Tudi meditacijo varen prostor imam na YouTubu. Imam 10,000 ogledov. Bom dal link še dol. Ker to je ena, tudi to, kot sva rekla, tiste avtoceste, prej ena lušna lastnost, da možgani malo kdaj ne vejo, kaj je res pa kaj ni. In če si ti zamisliš neko situacijo, ki je prijetna, in tudi obratno, če si jaz zamislim, kako bo grozno dežurstvo, bom rad v stresu, kot da poteka. Tako da jaz sem tudi pisal o vizualizaciji, jaz sem to rad tudi, da recimo imaš nek hud projekt, kar življenje ti pa ne daje bombončko, tako kot igrce, da zdaj ti bi bil rad doktor znanosti, ampak na vsake pol članka bo pa nekdo prišel, pa ti dal nov naziv, pa ti dal več plačane, ampak boš mogel do konca to speljati in tukaj je kdaj pomaga, da si usedeš in v meditaciji predstavljaš, kaj ti to sploh pomeni, kakšen boš potem, kako se boš počutil, mogoče ta človek pride do tebe in ga ti vidiš kot tretja oseba, kako bo on ponosen, kako se bo držal in to začutiš v sebi, se mi zdi. In to je res način, s katerim ljudje si pomagajo, ker morajo potem, ko jim vzameš zasvojenost, morajo najti en drug način, da se pomirijo, da vse ta čustva, in varen prostor je en od načinov, tapkanje imamo, pol imamo globoko dihanje, vse te to zdaj sploh ne govorijo samo o odvisnostih, to je v bistvu to je terapija. Tako. Travma. Ko odvisniki obvladajo, recimo po 6 mesecih do 1 leta naj bi se to malo omililo, ta craving, ta hlepenje. Takrat pridejo spontano travmatični spomini ven in takrat moramo delati s tem, če ne spet razlog, da bi se zadev. Razumem, To je pa tako, že samo po sebi demotivirajoče za nekoga, ki mu je težko sploh pomisliti, da 2 dni ne bi recimo pil, da mu rečeš po 6 do 12 mesecih bo to popustilo. Koliko cajt je pa trajalo, da je nastalo? Se ne moreš s kamilcami proti zmaju. Se to se mi, ta je dobra. To je, kdaj to ljudje hočejo, recimo 20 let oblikujejo neke vzorce mišljenja, pa nekdo jim proda vikend sprememb za 1000 evrov, 3 dni seminarjev in boste drug človek. In to, take stvari se meni vedno zdijo škodljive. To je nesramno, izkoriščanje naivnosti ljudi. Te stvari. Pa dražji, ko so bolj se prodajajo, zato ker pol že mora biti, točno. Tako da to je sporočilo. Nekaj, če dolgo nastaja, tudi moraš pričakovati. Ni tako, da 6 mesecev ne bo nobenega koraka, pa pol vse, to sploh ne, ampak jaz ljudem točno povem, to, kar je naš cilj, je spremeniti tvoje možgane. Ne moramo odpreti pokrovke pa pošrafati. To lahko naredimo samo z tem, da delamo nekaj, kar do zdaj nisi delal, dovolj intenzivno, dovolj pogosto in da nehamo delati tisto, kar si delal in se bojo same te stvari. V resnici. Kar je veliko dela. Ljudje smo trmasti, tudi tako podzavestno, se mi zdi za spremembe. Drugače pa me še to zanima. Zdaj sicer del odgovora že imam, ampak prebral sem, da ste tudi certificirani za odvisnost od seksa. Ali sex addiction therapist, kako je to po slovensko prevedajo. Certified sex addiction therapist, pa multiple addiction therapist. No in zdaj me pa tukaj zanima, tako mogoče kot en izziv. Spolnost, spolni odnosi, seks, razmnoževanje. To je pa najbolj bazična preživetven nagon človeka, ki smo ga rabili evolucijsko, da smo se, ne bi celo rekel, da tisti, ki je odvisen od seksa, je imel več možnosti, da ima, veliko potomcev in preživi, a je to pol res zdaj... Sploh ne. Polovica jih je odvisnih od pornografije, tam ni nobenega odnosa. To me zdaj zanima, definicija. Se pravi, ni to fantazija, da ti boš zdaj imel več partnerk in veliko otrok. Ne. Veliko pogostejša je odvisnost od pornografije. Ker je lažje dostopno, najbrž in spet dopaminski. Čist prelahko je dostopno. Otroci v osnovni šoli si že delijo te stvari in se s tem en drugega traumatizirajo. In to je kar en velik problem, o katerem se čisto premalo govori, zaradi tega, ker vsi mislijo, seks pa ljubezen. Ena knjiga, ki je pri nas prevedena, jaz sem se učila to in ta certifikat pridobila pri tistemu, ki je pravzaprav
poskrbel, da je seksualna zasvojenost kot pojem prišla v mainstream. To je dr. Patrick Carnes in mi imamo prevedeno njegovo knjigo, naslov pa je Ne recite temu ljubezen. Aha. In to je zelo dobro povedano, zaradi tega, ker tako kot ljudje, ki so zasvojeni s hrano, ne jejo zato, ker so lačni, ampak zato, da bi se zadeli, tako kot alkoholiki ne pijejo zato, ker so žejni, ampak zato, da bi se zadeli, tako tudi zasvojeni s seksualnostjo ne gre v te dejavnosti, kakršnekoli že, ki so različne, z nobenim drugim namenom kot to, da bi svojo bolečino utišali, da bi prepleskali čez tisto, kar jih noter žre, s tem pa delajo nove probleme sebi in drugim in se to pol ujame v začaran krog, več kot je problemov, več je treba tega in tako naprej. Skratka, verjetno noben nima kakšnega velikega dvoma o tem, da je seksualnost oziroma orgazem ena stvar, ki spreminja doživljanje človeka. Ne? To je psihoaktivna stvar. Ne? In to, tako kot vse druge psihoaktivne stvari, se lahko zlorabi za zadevanje. Zadevanje, zavedanje. Zadevanje, zavedanje. Ne? Več, ko se zadevaš, manj imaš zavedanja. Zdaj, tlele je še en poseben zelo neka oteževalna okoliščina spolne zlorabe otrok. Ne? Tega je toliko več, ne vem kako v splošni, ampak ko sem jaz začela v bistvu se s psihoterapijo ukvarjati, sem bila zgrožena, koliko je to iz vseh lukenj, vseh anamnez prihajalo ven. Skratka, če otrok, ki ni še zmožen iz svoje lastne zrelosti začutiti željo po seksualnosti, pa je zlorabljen in pri tem v bistvu nekdo z njim manipulira tako, da začutite močne energije, je to nekaj, kar je po eni strani traumatično, po drugi strani pa tudi mu da možnost, da temu rečemo disocira, se pravi, da gre ven iz svoje glave tam v neki prazen prostor in da pusti, da s njegovim telesom delajo, kar pač delajo, ker ne more nič drugega, ker ne more zbežati, ker ne more spremeniti, ker se ne more upreti. In zato je to ena boleča stvar in tisti, ki se hecajo iz tega, seksualnost, to bi pa mi, v bistvu gre tukaj za veliko bolečine ljudi, ki so bili zlorabljeni, še preden so vedeli, kdo so pa kaj so, ki so bili ponižani na tak način, ki poskušajo bolečino svoje zlorabe z tistim, kar pač znajo, utišati vsej za 5 minut, da lahko zdržijo še malo. Razumem. Ja, in to ni hec in to ni zabavno ali luštno, to je ena velika človeška tragedija. Res, to je kar grozen, če pomisliš, da kaj se lahko zgodi nekemu, to sploh nisem otroku, ki ne zna in ne razume. V Evropski uniji 1 od 5 otrok je spolno zlorabljen. Veš, kaj je to? 20%. Grozen. To je pa res grozno. To je grozno, ampak to so uradni podatki. Morda celo podcenjeni, če rečeva, da najbrž vsak ne pove, oziroma vsakega tudi ne najdejo. Tudi, ko ti pridejo, ne povejo prvo to, ampak to zveš po letu, 2, ko si že ta prava zaupna oseba. Pa se to ne pomeni, to ni vse v tem, da so neke seksualni odnosi, pa to se pač to zlorabe so lahko dotiki, so lahko govor nekih neprijetnih, neprimernih zadev. Kazanje pornografije v otroku. No, recimo. Ali pa recimo veliko mi pove ljudi, da so bili v zakonski postelji zraven staršev, spali in so se dogajale stvari pričo njih, ali pa recimo pač nekaj, kar on ne zna obdelati in to visi na njemu. Ne ve, kaj je in na nek način je to ta njegova meja psihične nedolžnosti prekoračena in on je traumatiziran. Zdaj, sva kar veliko teh kemičnih odvisnosti, zdaj vidim, da je tega vseeno več, kot sem mislil. A je mogoče še kakšna taka neočitna, ki nisva od nje govorila, pa bi jo mogoče omenili? Odnosi? To si že parkrat omenila, pa nisem čist, najprej mi je bilo čudno, pa si dala en primer, pa sem malo dojel, se pravi,
od neke osebe ali prav odnos recimo do neke Različno. funkcije, avtoritete? Eni so zaljubljeni v zaljubljenje. Ja, aha, In so skozi zaljubljeni, pa samo oseba ni zmeri ista. Aha, okay. Eni so zaljubljeni oziroma se v bistvu navežejo na zasvojenca, pa potem namesto, da bi svojo energijo v svoje življenje, ker zato pač imamo svojo energijo, da živimo, ne? Poskušajo unga spremeniti, kar se ne da drugega spremeniti. In mislijo, da ko bojo unga spremenili, pa bo pa njihovo življenje v redu. Pri tem pa v bistvu za tako plemenit cilj grejo zelo, zelo daleč v področje, kjer je že izkoriščanje, kjer je že psihična in fizična zloraba in tako naprej. Skratka, ostajanje v toksičnem odnosu. Ali pa recimo z ljudmi, ki so narcisisti, ki so v bistvu funkcionalno nesposobni za partnerski odnos, ampak na druge načine zadržujejo partnerje pri sebi, oni se pa tudi ne uprejo enako. Skratka, več je teh oblik. Ne? Bistvo pa je, da bom povedala za anekdoto, ki se mi zdi, da tako dobro pove. To vedno pomaga. Ja. Te skupine 12-koračne na podlagi za odvisnike od odnosov pravijo, ja, odvisno od odnosa si takrat, ko ti umiraš in življenje nekoga drugega ti gre pred očmi. To je dobro. Ja. To pomeni, da svoje življenje total zanikaš in vso svojo energijo vložiš v drugega, ki pa to ne zna ceniti, zato se zato ne spremeni. To je mogoče spet nek strah zadaj, da ukvarjati s sabo je bolj strašljivo, kot da lepo sfokusiraš vse na nekoga drugega. Mogoče je to malo bolj površinsko, ampak recimo, če pogledaš, da te zasvojenosti pa nastajajo kot kronična, to je strokovni izraz, kronična posttravmatska stresna motnja v razvojnem obdobju. To se pravi v starosti 6 let. Pa si predstavljaš eno deklico, ki je stara 6 let, ki odrašča v družini, ker je recimo za primer oče alkoholik, mama pa odvisna od tega, da skozi okoli tega očeta po en stran ga krega, da naj neha piti in se razburja, po drugi strani pa omogoča, da pije s tem, da pač doktorju telefonira, da je bolan, kadar ima mačka, pa tako naprej. Skratka, skrbi za družino in tudi za njegove funkcije. Skratka, ta deklica se bo slejko prej naučila, da je njeno preživetje odvisno od tega, a se mama ne bo podrla psihično. In začne svojo energijo pri 6 letih delajo se, da ne bo mamica žalostna. To je napisano od Svetlane Makarovič, da ne bo mamica žalostna. Fantje, ki odraščajo sami z mamo samohranilko. Tako jih pohvalimo, ne, ti si pa zdaj, ko ni očeta, zdaj pa ti moški v hiši. To je za otroka grozno. On ni to sposoben. Ne, saj odrasli je pobegnil. Ne, zdaj bo pa otrok to mogel naprej nesti. No in ti ljudje, ki se naučijo tako zgodaj, da morajo svojo energijo vložiti v nekoga drugega, da bo pol njih imel rad, to naprej gre. Ja. Razumem, ja. In sploh to se mi zdi, daje otroku odgovornost za počutje nekoga drugega. Ja. Kaj si naredil, zdaj pa bo oči žalosten, zdaj pa bo mami jokala in to pač ni fair. Ne? Ampak to se dela kar veliko. Ne? Ja, malo upam, da se vseeno zdaj ljudje večkrat pripravljajo na nekako, jaz ali pa imam tako družbo na otroke z načinom branja knjig, gledanja teh seminarjev, veliko tudi družabnih omrežij je nekih se zato piševa, ne? Ja, tako. To sem pa tudi hotel, kot mogoče ena od naslednjih zadnjih istočnic, malo pisanju, ne, 7 knjig si napisala v slovenskem. Verjete mi, izide 14. januarja v ZDA. Bravo. Ja, bravo. Tam sem se uspela zagrebati za založnika v Richmondu, Virginija. No, super. Išla bo knjiga Serenity, ki v bistvu How to Understand in tako naprej. To bo pa pol angleška, pa 8 slovenskim jezikom. Tako, ja.
Kaj me zanima, tako mogoče najprej. Si me vprašal najprej, mogoče zakaj pišeš, ampak itak se mi zdi, da ko imaš veliko znanja o nečem, ne vem, to nekako... Deliš. Ja, naslednji korak, ali kaj. Ja. Ali prek podcastov, prek pisanja, ne. Ampak tako mogoče kot nekdo, ki si videla ogromno teh zgodb in tudi takih groznih, tragičnih in delaš z odvisniki. A mogoče se prevečkrat uporabi ta izraz, nekdo reče, recimo jaz rad pišem, ne, pa rečem, jaz sem odvisen od tega, jaz ne morem nehati, ne se tako malo pohvalaš, ne, jaz sem odvisen od fitnessa. Je to škodljivo, da se to tako slengovsko uporablja? Je malo, ne? Ja. Da lahko jaz rečeš, sem odvisen od žene, zato ko žena, mislim, z eno plačo ne pridemo skozi. Ja, no. To ni isto kot zasvojenost. Zasvojenost je bolezen. Bolezen možganov, ki ima resne posledice na vedenje, na družino, na celo družbo in na mišljenje te osebe. Odvisnost pa pomeni samo obliko odnosa. No, ker kdo se pohvali, ne, jaz ne morem nehati pisati, mene bi razgnali. Pa je tako, vse veš, da ne mislim na slabega, pač mislim, da mu to zelo paše. Jaz, ko rečem odvisnost od odnosov, mislim na zasvojenost z odnosi, ampak to je mečken tudi jezik polome, je lažje malo zamenjati ta izraz. Ker jaz tudi zelo rad pišem, ne, in a je to tudi tebi mogoče neke vrste terapija? Ja. Je, ne? Ja, prvo knjigo, ki sem jo napisala kot samoterapijo. To je v bistvu celo... Kako je ta prva? Sanje o rdečem oblaku. Aha. To je nastalo še v času, ko sem bila pri Ruglu v terapiji in tam smo v bistvu pisali kot nekaj pač tisto, kar si doživljal, tisto si napisal, nekdo je prebral in je bil občutek, da te nekdo vidi, da je nekomu mar in to je meni veliko pomenilo. In sem pisala in potem, ko je se zgodilo, ne vem, če si bral, pač ta moj partner, o katerem sem pisala, je umrl. In meni je bilo tisto tako grozno, ker nekako naenkrat ni bilo več nekoga, od katerega sem iskala, da bo pač tam, temu rečemo, verna priča mojega življenja. Nekdo, ki me bo videl, nekdo, ki mu bo mar. Ne? In ko ga ni bilo, jaz sem rekla, to moram nekam napisati, zato da ne bom pozabila. In to se je pol zgodilo, da so ljudje to kar zelo cenili, pa še zdaj mi marsikdo reče, takrat mi je bila pa ta knjiga pomembna. Potem je pa samo šlo naprej, vsakič, ko sem začutila v sebi, da imam nekaj zapovedati, sem se usedla pa napisala. Meni se zdi to, ta knjiga najnovejša, ki sem jo napisala, Ujetniki preteklosti, je zgodba o tem, kako zgleda, če nekdo pride k meni v terapijo. Kako zgleda na moji strani kot terapeuta, ker jaz nisem nevtralen špegel, ampak sem oseba in imam tudi jaz neke svoje procese, ki včasih mi je težko, včasih kar težko nesem kakšno stvar, včasih tudi imam kakšne osebne probleme, tako kot vsi drugi. Skratka, na obeh stranih te čudežne mize, kako se to doživlja. Predvsem sem pa hotela v vseh mojih knjigah nekaj važnega povedati, da se da. To je moje glavno sporočilo. Zasvojenost je grozna, je huda, uničiti življenje, ampak kadarkoli se odločiš, da je zdaj pa tega dost, se da. Tukaj je zdaj pol, tako je moje prvo vprašanje, to je krasno sporočilo in naslednje vprašanje, kaj je prvi korak, kam se naj človek obrne? Prvi korak je, da si priznaš, da ne moreš sam. To je tudi prvi korak pri teh 12 korakov, 12 koračnih skupinah. Priznam, da sem nemočen. Zelo težko je nemoč si priznati, sploh če smo doktori ali pa če smo moški, moški morajo vse biti vedno močni, pa tudi močne ženske smo doktorce. Skratka, da si priznaš, da tukaj sem pa prišel do konca svoje pameti, naj mi nekdo pokaže pot. In potem se nekako najde tisti nekdo. Na koga se pa potem obrneš, recimo v Sloveniji konkretno, če rečem, zdaj pa že to, glede na specifično težavo, ne vem, alkohol, gambling, to, ali je prvi naslov, ne vem, osebni zdravnik? Posledica 30-letnega pisanja o tem in govorjenja o tem, da zdaj pa se lahko malo pohvalim, obstaja celo oddelek za nekemične zasvojenosti v Idriji, oddelek za detoks pri telefončkih oziroma elektronskih medijih na Rakitni za mladostnike, veliko nevladnih organizacij, na voljo so te
skupine za pomoč pri abstinenci 12-koračne, ki so bodisi za otroke alkoholikov, za alkoholike, za hrano, za odnose, za vse sorte. Vse to se najde na internetu, če se išče. Konec koncev lahko jih najdeš tudi online, pa da magar če so v Avstraliji, se dobivajo redno in en drugmu pomagajo abstinirati. Ne? Tako da se da. V Novi Gorici imamo tudi en oddelek, ne vem, ki ga vodi ta Miha Kramli, kjer se veliko ukvarjajo tudi v zadnje čase vedno več z temi mediji, ne? Prej so imeli pa veliko za hazardiranje, ker je v Novi Gorici ta problem še posebej pereč, ker je pač tako mesto, kjer se je zelo veliko ljudi ukvarjalo s tem. Nisem vedel niti. Ja, saj so tudi krupjeji, ne? Se niso samo tisti, ki hodijo v kazino, so ravno tako izpostavljeni temu in cela klima je taka, da gremo po lažji poti, ne po ta pravi. V resnici, če si priznaš, da je težava, pa da ne zmoreš sam, pol verjetno pa začneš iskati, tako, kdo bi mi pa boš imel pomagal. motivacijo zelo veliko. Ja. To sem jaz šel po teh korakih pri nespečnosti, pa ni bilo odvisno. Videl sem, da je huda težava, da mi krni vsak dan in da nimam ideje, kaj jaz naj ta trenutek sam naredim. In takrat se ne bi ustavil, pač takrat iščeš vse, od knjig, seminarjev, tečajev, ne vem, prijateljev, ki imajo podobne izkušnje, zdravnici sem šel, ne, vse. Se pravi, vidiš, da je pač to nujno, ne. Se mi zdi, da je to kar tako važno sporočilo. Zdaj, jaz bi drugače enkrat povabil vse, ki poslušajo, da tudi na Facebooku spremljajo ta projekt Slovenija piha nič, ker to je tudi eno glavnih sporočil danes, ki sem jih želel, tudi, ker smo tu govorila ne samo o alkoholu in odvisnosti, ampak tudi o tem, kakšne tragične posledice so, če voziš pod vplivom alkohola. Pa me zanima, to so me pa tako malo spodbudila, ne, ko smo se zmenili za ta podcast, da te vprašam, kaj je tvoj nič koktejl za zabavo. Se pravi, v smislu, greš s prijateljcami žurat ven v kino, kaj je namesto koktejla ali vina? Jaz se s prijateljicami dobivam takole redno, recimo enkrat na mesec, enkrat pri eni, enkrat pri drugi. In tista, ki je na vrsti, časti večerjo in potem se pogovarjamo vse sorte in meni je ta pogovor z njimi, ki je pristen, zato ko se ne rabimo delati, ker smo vse pač že v tistih letih, ko se ne rabiš delati boljši, ko si, ker si že malo bolj zrel. In meni je, recimo, to mi nadomesti pristnost. Pristen stik z ljudmi. Ki jih imaš rad, pa jim zaupaš. To je noro pomembno. Jaz sem nekaj tudi zelo tako pomirjujočega in navdihujočega našel v bistvu v poeziji, ki sem jo začel brati spet, sem to bral recimo nekje na faksu v srednji šoli, pa je prišel faks, pa vse knjige, ne. Ampak zdaj, odkar sem zdravnik, me spet zanima in zdaj sem na točki, ko berem vsak večer in nisem nikoli nekaj razmišljal, zakaj nenadoma, potem sem pa prebral predgovor Andreja Ilca v knjigi Nezbrani komadi, to je 220 pesmi, ki jih je zbral od raznih avtorjev, kjer on piše, da je to tudi nek način tolažba lahko, za kakšne težke misli, v smislu tudi recimo ljudje, ki se z boleznijo veliko in smrtjo srečujejo. On to argumentira s tem, da je v času covida veliko ljudi začeli nadoma objavljati verze o svobodi, o življenju, o prihodnosti, ne. In sem ugotovil, da res, ne, da v službi, ki moraš vsak korak razumeti, kdo je zakaj bolan, kako boš pomagal, kdo je umrl, kaj se je zgodilo, da zvečer bereš nekaj, kar ti ni treba razumeti, kar lahko samo začutiš. To je ena čisto druga plast, verjetno, psihe, kamor se gremo malo spočiti. Tako, greš iz teh racionalnih možganov. Krasno misel je, mislim, da je bil Vasko Popa, ki je rekel, vprašali te bojo, kaj si mislil s pesmijo, zakaj noben ne vpraša jablane, kaj je mislila z jabolkom, če bi znala govoriti, bi rekla, ugrizni van in boš videl. Ja. In to mi je točno to, greš, umaknem se iz mojega David mišljenja v te verze, ki nekaj naredijo, pa ne točno kaj, ne razumem in ni mi treba razumeti, kot v službi, ki vsako številko moraš. Razum je
en zelo majhen otoček tega, kar smo mi. Ja. Smo pa še veliko drugih stvari. Ne? Smo v svojih odnosih, smo v svojih čustvih, smo v svojem telesu, smo v tistem višjem, ki ga ne znamo poimenovati. Vse to so naše dimenzije. In se mi zdi, da na račun razuma precej zanemarjamo te dimenzije, ampak to je tista finta najšibkejšega člena. A ne? Tam, kjer si najbolj podhranjen, tam, kjer si najmanj tisti del sebe, ki najmanj uporabljaš, tisti odloča, kako daleč boš prišel. Zato jaz pravim, da je ta način pomoči pri okrevanju, ki se ga jaz grem, je holističen. Povrh tega, da imamo psihoterapijo individualno in skupinsko, imamo vsakodnevni trening, 1 uro, stretching, trening z utežmi in z lastnim telesom in ohlajanje. Imamo tudi recimo za duhovnost skrbimo tako, da določene take dobre knjige beremo, včasih imamo book club, pa koga povabimo, mogoče bomo tudi tebe, če boš prišel z veseljem. Če najdemo čas z veseljem. Ja. Skratka, ne samo da psihoterapijo zdaj psihoglancamo gor in dol, ampak na celi črti tega, kar človek je, poskušamo izboljšati, priti na nek drug nivo, kjer so problemi čisto drugače videti. Tudi ljudje smo različni, nekateri recimo blazno težko sedijo v meditaciji, grejo pa lahko trenirati in jim to naredi nek fokus, pa neko zbistritev v glavi. Tudi jaz treniram 3-krat na teden in tudi to meni pomeni, da takrat jaz v bistvu čist razum pustim, da nekje tam se počiva in se ukvarjam sam s tem, kaj vse me boli in kaj vse moram našponati. Preko bolečine, točno to se mi zdi, da tudi zato recimo je važno to, zakaj nekaj počneš, ker sem si jaz zdaj pač manj treniram, pa sem rekel, to je zato, ker pišem, potem pa vidiš, da se točno to, da se to sešteje in na koncu se pač slabo počutim, če jaz bi lahko 3 dni skupaj pisala, pa ne bi čutila, da me hrbet boli, ne? Ampak nočem. To je potem ni uravnoteženo. Nisem cela jaz prisotna in prisebna, sem samo en moj del. To je lepo sporočilo, se mi zdi, tudi ta pogled, se mi zdi, da je za zdravnike in zdravnice važen, da nismo samo organ. Jaz sem morala iti v penzijo, da sem začela redno hoditi v fitness. Ampak za holističen pristop si pa zagotovo že prej verjela in poznala, ker jaz sem nekje enkrat mi rekel, da se medicina tako subspecializira, da kirurg za levo roko ne ve več nič o desni. In tukaj je problem lahko kdaj. In tudi tukaj je velik problem. Kaj pa šele, da bi kirurg vedel, kaj je v duši. Sem bila zadnjič pri ortopedu 2 minute, pa rentgen je gledal. To je, se mi zdi, da zdravnik mora biti najprej človek. Ne? Ja, to je spet nova debata, zakaj ne moramo. Ampak mislim, da je že to, da se zavedamo, da ti ljudje, ki prihajajo k nam, niso samo pokvarjen kok, pa ne vem kaj, ampak da so cela zgodba, cel svet. Tako, Sanja, najlepša hvala. Ja, hvala za povabilo. Super mi je bil ta pogovor in sem se veliko naučil in se mi zdi, da so dala par pomembnih sporočil v svet. Pa hvala svetu, ki naj jo posluša. Upam, da vam je bilo tudi zanimivo in vam želiva tudi en krasen preostanek dneva. Evo tudi z moje strani.